po izdaji Nove zaveze in psalmov po Jerozolimski Bibliji leta 2010, za nekaj besed. Mi smo začeli z Novo zavezo in psalmi, zato ker je takrat, ko smo začeli 2006, bilo okolje takšno, da je tako kazalo. Jaz sem takrat seveda moral opraviti veliko redakcijsko delo. Se spomnim, da je dejansko šlo 12 mesecev po 12 ur na dan samo za redakcijo, ampak tukaj imamo zdaj kolega, izrednega profesorja Matjaža, ki je za to izdajo pripravljal Evangelije v sodelovanju tudi s panom Špeličem in mislim, da je zdaj prav, da on spregovori o svojih izkušnjah v zvezi s to pripravo. Ja, najlepša hvala za nazorne in izčrpno predstavitev profesorja Krašovca. Zdaj pa k besedi vabim izrednega profesorja dr. Maksimiljana Matjaža, da nam pove nekaj besed o svojih izkušnjah v zvezi s pripravo komentiranega prevoda Nove zaveze. Hvala lepa. Bom poskušal na kratko in se bomo dopolnili s kolegom Špeličem. Namreč, morda k uvodu, kar je akademik Krašovc že zelo jasno povedal, zakaj, kakšen je bil prav sploh namen tega novega prevoda, zakaj je bil potreben že takoj po letu 1996, čeprav smo takrat dobili tako manj standardni prevod. Morda se je ravno ob pripravi liturgičnih knjig, ki je projekt pripravi liturgičnih knjig, vodi profesor Špelič, ravno ob tem se je pokazalo, da pravzaprav je prevod, standardni prevod leta 1996 res na nek način tudi otrok časa, v katerem živimo. Omenjeno je bilo že prej nekako, da je v vsej Evropi v 70. in 80. letih potekalo pravzaprav neko gibanje aplikacije oziroma priprava prevodov, ki bodo čim bolj ustrezali jeziku, v katerega se prevaja, se pravi domačim jezikom. In tako je v Nemčiji v tistih letih nastalo kapitalno ali klasično delo, tako imenovani enotni prevod ali Einheitsübersetzung, ki je imel velik vpliv na vse potem prevajanje v Evropi, posebej še seveda na prevajanje v Sloveniji. Naši profesori so vendarle z nemškim govornim prostorom močneje povezani. In ta tendenca tega tako imenovanega enotnega prevajanja je bil po eni strani ta, da bi prišli do nekega enotnih rešitev, tudi vsebinskih rešitev, ki jim bi lahko potrdili tako katoličani, kakor v Nemčiji predvsem protestanti. Po drugi strani pa, da bi prišli do razumljivega jezika. In tendenca takrat je bila borba proti vsem vrstam arhaičnosti in raznim takšnim in drugačnim formam in nastal je tako imenovani dinamični prevod ali dinamično prevajanje. Mi smo v tistih letih, v 80. letih dobili en tak prevod, dinamični prevod Evangelijev in čeprav se je potem v procesu prevajanja standardnega prevoda poskušalo zopet nekako priti nazaj na večjo zvestobo k izvirniku, se je morda ravno pri Novi zavezi, še posebej pri Evangelijih pokazalo, da je stvar ni bila dovolj izrazita, da je obstajalo še veliko nedoslednosti in veliko stvari, ki jih je bilo treba nekako rešiti. V glavnem smo pravzaprav prišli do tiste modrosti, da razumljive stvari niso vedno tudi bliže originalu in boljše stvari. Tako sva si s kolegom začuda, tako da smo ugotavljali, odkot marsikje pri nas v naših prevodih manjkajo določene besede, ponekod pa so dodajane, da smo si začuda lahko dosti pomagali tudi z vulgato in pa z
starim prevodom, starim slovanskim prevodom, ki ga je naredil tujec, in to je Hraska. Hraska smo ugotovili, da je, kar se tiče evangelijev, bil izredno dobesedni in zvest originalu, tako da hkrati se pa pri njem tudi vidi stopnje razvoja recimo slovenskega jezika. Toliko morda na kratko, k detajlom se pa bi morda povabimo še kolega Špeliča, kakšni konkretni